Zdravo, sem Ula Bratkovič, zmagovalka natečaja Mladi pisatelj leta 2023 in avtorica 2 romanov. In danes sem prišla sem, da se malo pogovarjam o tem. Tako da dajte me gledati, ker boste verjetno izvedeli kar nekaj zanimivih stvari. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Potencial moje mladosti. V veliko veselje in čast mi je, da tokrat gostim res zanimivo mlado gostjo. In sicer je tokrat z menoj Ula Bratkovič, zmagovalka natečaja Mladi pisatelj leta 2023. A drži povedano? Drži. Super. In s knjigo pa nam daj kar ti predstavi delo, ki ti je prineslo ta res izjemen naziv. Torej, moje prvo delo je knjiga Lepo spi, lepotec in je sicer mladinski roman v obliki dnevnika, ki sem ga začela pisati v 7. razredu in pol v 8. razredu sem dobila veliko novico in sem postala zmagovalka. To si se sama prijavila, ti je kdo svetoval, starši, znanci, ali je bila tako čisto spontana zgodba? Dejansko me je za to navdušila naša učiteljica likovne, O, kar je že začetek dosti zanimiv. ja, res Ker je. je ona opazila, da sem jaz med likovno, ko smo imeli kaj prostega časa, šla pisati pesmi. In meni ideja, da bi pisala knjige, takrat res ni bila všeč in sem ji povedala, da jaz od tega ne grem, da romana jaz napisati ne morem. Okej. In pol so prišle počitnice in poletni dolgčas in sem napisala roman. Kar tako. Kar tako. Bravo. Dolgčas mi je bilo, iskreno. In sem ga odnesla moji razredničarki takrat, učilci jo slovenščino lektorirati, ona ga je pa pol naprej poslala do založbe. Super. Kakšna zgodba. Torej bi rekla, da tvoj načrt ni bil nikoli napisati bestsellerja, uspešnice, ampak enostavno je to nastalo čisto spontano kot plod tvoje domišljije in opazovanja okolice Ja. od sebe. Točno to. A prej si omenila likovni pouk, ne? A si bila bolj na tej strani artistični, da si raje risala, barvala, ali ker si prej rekla, da nisi nikoli prav rada pisala dolgih? Pisala sem zelo rada pesmi. In jaz sem rekla, da jaz se vidim, če bom kdaj pisala karkoli, da bom pisala pesmi. In ni šans, da bi jaz knjigo napisala. Ampak evo, Zdaj sem bolj na uni strani, kot v pesništvu. fast forward nekaj let in tukaj si, ne? Hiter. Povej mi, Ula, ampak rekla si dolgčas, razumem. Jaz pravim, da dolgčas je ena taka zanimiva zadeva in fajn je, da je vsakmu kdaj malo dolgčas. Ker če nam ni dolgčas, smo konstantno okupirani z nekimi mikropravili, procesi in ponovadi se takrat nič takega ne rodi iz naše domišljije, ki jo imamo pa vsi. Ja. In okej, ampak ne bi ti verjel, da je bil samo dolgčas, ne, sigurno si imela še neke druge vzvode, nekaj si opazovala in od kje zgodba za tvojo knjigo? Zgodba za mojo knjigo ponavadi povem ljudem, da moja prva knjiga je knjiga, ki sem si jo jaz v 7. razredu želela brati. Jaz sem si predstavljala, da grem v knjižnico, gledam naslove, gledam naslovnice in potegnem to mojo knjigo ven. In iz tega sem pol delala, kaj si želim jaz brati, kaj bi si želeli moji vrstniki brati. In pač knjiga za nas, za mlade. Torej, dejansko si nekako pokrila potrebe svojih vrstnikov v tem obdobju, ne? Nekako tako, ja. Ampak prej si rekla, da nisi toliko pisala pred tem, kaj pa brala? Si bila strastna bralka? Brala sem pa veliko več kot zdaj. Zdaj ne vem, kdaj sem nazadnje res, da bi se zagrabila za knjige. Zakaj meniš, da je tako? Ali je toliko več zdaj odgovornosti, ne? Pridejo obveznosti in tako naprej? Ja, šola. Šola. To je Predvsem. glavni razlog. Okej. Ampak kako gledaš na ta prehod iz tega nekega v narekovajih brezskrbnih let
v leta polna nekih obveznosti, šolskih in drugačnih v končni fazi. Kako ti doživljaš in na nek način, bom kar tako malo po mladostniško rekel, hendlaš ta prehod? Ja, vem, da mora biti, ker če se ne bi zgodil, se pol ne bi zgodile stvari, ki se mi še bodo zgodile, oziroma so se mi že nekatere. In zato pač, čeprav je malenkost težje, ne morem reči, da ni srednja šola, je matematika 2, fizika 2, ampak v redu, bomo to že malo zvišali. Če se ne bi to zgodilo, bi ostala na isti točki. Noben si pa res ne želi ostati na isti točki vedno. Wow, odlično izhodišče. In ravno to me zanima, ti si več kot očitno to mentaliteto že usvojila, ne? Kaj pa bi recimo svetovala svojim vrstnikom? In pa še pod vprašanje, ko opazuješ malo zdaj svoje sošolce, vrstnike, prijateljice in tako naprej, kaj danes ti vidiš? A ste mladi? Jaz v bistvu želim tudi malo z oddajo razbijati neke mite, ne, ki se mi zdi, da niso koristni za mlade in za družbo, ne. In precej je takih mitov, da so mladi nemotivirani, neambiciozni, celo leni, slišimo, da so, ne, da ne vejo, kaj bi s svojim življenjem in tako naprej. Kako ti doživljaš svoje vrstnike? Jaz bi rekla, da mladi zdaj v tem obdobju smo dosti zaskrbljeni. Ne vem, če je bilo vedno tako, ampak se mi zdi, da je nad nami res ogromno pritiskov iz strani družin, iz strani družbe, prijateljev, medijev. In res se bojimo, ne morem reči, da se jaz ne, ampak se bojimo biti drugačni, ker kdorkoli je bil drugačen, ni bil sprejet. In zdaj imamo vsi to zadnji v glavah, da pač treba biti, vsi smo isti. Ne morem reči, da nismo. Zelo smo si podobni. In to meni ni všeč iskreno, ampak skrbi nas. Jaz se strinjam, da je danes neko tako obdobje, ki v bistvu že okolje narekuje bom rekel, okolje, v katerem se te skrbi lažje urejajo, ne. Pa ne, da ni bilo v času mojega odraščanja podobno, ampak danes smo precej izpostavljeni tudi še toliko več negativnim novicam, okoliščinam, veliko slabega se na videz dogaja v svetu, ne. In v bistvu človek včasih kar malo pozabi, da svet je pa vseeno lahko tudi lep in je pogosto lepa, ne. Vseeno mi povej, okej, kako se ti potem soočaš s tem in očitno si našla sebe v pisanju, v ustvarjanju in verjetno tudi črpaš optimizem in ambicije naprej. Ja, jaz s stresom, pa zaskrbljenostjo, pa skrbnim vsem tem, se najraje soočam, da izpostavljam dobre stvari pri sebi. Ker tudi gimnazija, mi je profesorica naša rekla na začetku, da gimnazija ni to, da bom pač se učila cel dan, gimnazija je to, da bom delala stvari, ki so mi všeč, pa zraven maturo naredila. Ja. In zato probam več časa posvečati stvarem, ki so mi všeč, in pol malo ocene trpijo, ampak pol sem vsaj srečna, ker ne morem biti jaz srečna, če se bom 10 ur na dan učila. Se ne bi mogel bolj strinjati. Torej, poleg tega, da se ne učimo pretirano, očitno pač šolski sistem trenutno vedno več v tem kontekstu zahteva, ne. Ampak mislim, da je to krasno vodilo. Torej, bi svetovala tudi drugim, pa konec koncev ne samo svojim vrstnikom. Jaz bi rekel, da je to vodilo za vse. Delaj, kar ti všeč in predvsem osredotočaj se na pozitivne plati, na pozitivne stvari, ne. Ne imeti v fokusu vedno tisto negativno, ne. Če te prav razumem, ti tako deluješ in razmišljaš. Saj človek, ki se osredotoča na slabe stvari pri njemu, ne bo nikoli mogel biti pozitivno naravnan, ker mu bo zadnji v glavi. In kar je zanimivo, to so celo neke raziskave znanstvene potrdile, ne, da jih ne omenjam zdaj specifično, ampak da človek, ko negativno razmišlja, ko je obkrožen s temi mislimi, se mu dejansko začnejo tudi dogajati negativne stvari in obratno, ne. Kar se seveda da zelo logično razložiti. Evo, malce sva zaplavila kar tako filozofsko debato, tako da zdajle bova naredila eno čisto kratko pavzico, pol pa nadaljujeva s tvojimi ambicijami in načrti v prihodnosti.
Drage gledalce, spoštovani gledalci, z vami bomo kmalu spet nazaj, ne zamuditi drugega dela tega res zanimivega pogovora. Spoštovane gledalke in gledalci, nazaj smo v drugem delu tega izjemno zanimivega pogovora z Ulo Bratkovič. Ula, v čast mi je, da si danes moja gostja in toliko zanimivega in koristnega si že povedala v prvem delu, ne? Veliko so se dotaknila o trenutni situaciji mladih in dejansko stiskah, ki se zdijo, da jim kar ni konca, da je vedno več tega. Takole malo vmes med odmorom so se pogovarjali tudi o anksioznosti, tesnobi in tako naprej, ne. Slišim tudi za panične napade in to je zelo zaskrbljujoče. Ti si se dejansko v svoji knjigi dotaknila tudi med drugim ravno teh nekih stisk, ne. In Tina, glavna junakinja, nekako doživlja tudi te stvari med drugim. Daj nam še malo opiši ta plot zgodbe in celotna knjiga je nekako napisana v formatu dnevnika, drži? Ja. Zakaj si se odločila in kako je to izgledalo? Za dnevnik sem se odločila čisto iskreno, ker smo v 7. razredu pri slovenščini pisali dnevnik. In se mi je zdelo, da če bom kje začela, bom pa začela iz tega. Pa tudi najbolj zanimivo je meni brati dnevnika, ker se počutiš, kot da si res v življenju. Se vživiš, ne? Ja. In pol sem pisala po dnevih, kot da bi se nekaj meni dogajalo, in zato pol veliko ljudi mene primerja s Tino, česar ne sovražim, sploh ne. Sem nevtralna sem glede tega. In ja, ampak zdaj te pa moramo vprašati, ker to kar vabi k temu vprašanju, ne. Koliko Ule je v Tini in obratno, ne? Koliko si svoja doživljanja verjetno tudi skozi to opisovala? Ogromno mene je v Tini. V Tini je 12 let mene in mojega razmišljanja in vsega, kar sem doživela, videla, pa pač opazila, da bi se dali izpostaviti. V meni je pa tudi veliko Tine, zato ker kadarkoli slišim to ime, se spomnim pač na mojo prvo knjigo in to me res veseli vedno. No, ampak prej sem te, oprosti, malce prekinil, ne, si ravno začela razlagati o sami zgodbi in poteku, ne. Torej, če nam malce več poveš, kaj se v knjigi dogaja, da bi mogoče še kdo drug posegel po knjigi, ker bi ali ne zagotovo koristilo to branje, ne? Ja, moj prvi roman je res napisan kot dnevnik in je torej dnevnik Tine. Ona je taka res živahna punca. In drug glavni junak, ki ga spremljamo, je pa od njenega brata Jakata najboljši prijatelj Gašper. Ampak pustimo zdaj Gašperja, to ni pomembno, pomembna je Tina, ker je Tina jaz in Tina. Okej, dobro. In ja, zgodba dejansko vodi čez njeno poletje, tudi malo šole še noter. In to, kaj ona doživi in kako ona to pol dojema. In po povratnih mnenjih, ki sem jih dobila, je to res, kako se najstniki počutimo zdaj. Tako da priporočam res vsakem, ki hoče razumeti najstnike, ali pa najstnikom, ki želijo biti razumljeni. Super. V bistvu si ravno načela moje tebi namenjeno naslednje vprašanje, ne. Če bi se v tem prepoznal dejansko nek povprečen najstnik danes in kako konkretno se ti zdi, da bi jim bila ta knjiga v pomoč? Kje bi se tukaj najdli notri, ne? Ja, žal ima vsak najstnik probleme. Ne samo vsak najstnik, vsi imamo probleme. Vsak ima svoje težave in včasih si pač ne moremo pomagati med sabo. Zato jaz res obožujem knjige, ker dobiš občutek neke pripadnosti nečemu, ker se lahko prepoznaš v likih. To je res enostavno. Še bolj pa obožujem pisanje, ker lahko daš to iz sebe. In s tem sem jaz dala vse moje težave iz sebe. In sem pol ugotovila, da veliko najstnikov ima iste težave in so se torej oni lahko not prepoznali. Naprimer, ogromno težav v šoli, z samopodobo, s starši ali pa z ljubeznijo, sej. To je itak glavni problem.
To si tudi malce notri opisala, ne? Ja, obožujem ljubezen. In pol najstniki res vidijo, da niso sami. In to je tudi edina stvar, zaradi katere sem šla pisati in zakaj še pišem. Zato, da vejo, da je tukaj nekdo, ki razume. No, zdaj imam pa eno zanimivo vprašanje zate, Ja. ne? Glede na to, da si zdaj prav lepo pisala pomembnost branja knjig, ne? Kako komentiraš to, da danes knjiga vseeno izgublja na nekem svojem statusu, ne? Če se seveda strinjaš s to trditvijo, ne? Vedno več gre v digitalni format, potem v nek, bom rekel, televizijski format, on demand, oddaje Netflix in tako naprej, ne? In filmi, serije kratke, tudi zmanjševanje tega formata, vse gre na ta hitri, vertikalni, mobilni format, ne? Jaz to delam nekako delno, se moje področje dela dotika tudi digitalnega marketinga, ne? In vse predominantno gre v to smer, ne? Kratka koncentracija, hitrost, dinamika, ne? Knjiga, se mi zdi, je pa tisto nasprotje, proti utež temu. Vzameš si čas, še vseeno je nekaj oprijemljivega, bereš jo, začutiš jo, ne? Kako se tebi zdi to nasprotje teh dveh današnjih konceptov? Ja, vse je žalostno, ampak jaz tudi brez digitalnega sveta, brez vsega tega, nekaterih stvari ne bi mogla. Ampak jaz še vedno držim za knjige. Ok, res, da sem več časa na računalniku pa telefonu, kot sem za knjigami, mi je žal, ampak knjige so nekaj posebnega, ker to ne zgubi teže. Lahko bereš staro knjigo, isto jo boš razumel. No, pač, noben ne razume knjige enako kot njegov prijatelj ali pa to, ampak isto bo imela sporočilo, iste misli bo imela, kot je imela 200 let nazaj, ne vem, kakšne klasike, kaj je res starega. Telefoni pa res so, ne vem, kaj je pozitiven učinek telefona. Saj se hočem nekaj dobrega spomniti, da malo sama sebe pa najstnike varujem, da pač tudi ni tako slabo, da smo na telefonih. Ampak koncentracijo krade, res. Točno to. Jaz sama sebe vidim, da ne morem se skoncentrirati za predolg časa na neki in krivim telefon. Točno to, se strinjam. Wow. Jaz, si želiš kaj dodati? Ne. Ja, ampak zelo zrelo razmišljanje in se popolnoma strinjam. Sem večkrat tudi izpostavil nazaj na enem podcastu, ko sem bil v bistvu v vlogi gosta tokrat in smo se o tem ravno pogovarjali, med drugim, seveda. Ne moremo mimo te teme. Ne samo tvoji vrstniki, tudi naša generacija, ne? Celo starejši od nas, naši starši, ne? Nekako smo vsi podvrženi tem vplivom, ne? Je pa zanimiva ena teza enega mojega znanca, ki pa je pred časom omenil, da še dobro, pazi zdaj to, še dobro, da so telefoni in da mladi vsaj buljijo, po domače povem, v telefone, kajti če tega ne bi bilo še veliko slabših stvari, nedovoljenih substanc, alkohola in tako naprej, da bi bilo tega še mnogo več. Da smo danes v enem takem svetu, kjer smo vsi temu izpostavljeni in rabimo neko zamotiti se pred realnostjo. Kako ti gledaš na to paradoksalno izjavo, recimo? Jaz se strinjam, ker res iskreno si ne morem predstavljati življenja brez mojega telefona. In tudi verjamem res vašemu kolegu, da je veliko hujših stvari kot telefon in da če bi to ne obstajalo, bi se šlo na hujše stvari. Ker vsi, ne res samo najstniki, vedno iščemo nekaj, kar nas bo zabavalo v možganih. Tako. In to zadnje čase ni več sprehod v naravi, pa res branje knjig, pa revij, vedno nižje gre. Ja. Pa vedno manjši ta čas koncentracije, tako Ja. kot si sama lepo omenila, oziroma ta time span, mu rečemo, ne. In zdi se mi, da vsaka generacija to bolj izgublja, ne. Tudi jaz, če sebe primerjam, pa moje starše, ogromna vrzel, a ne, to se pa vedno bolj zmanjšuje. In mogoče je ta del najbolj zaskrbljujoč. Ampak da ne bi ostala na tako na negativnem kontekstu, ne, noti, bova še veliko pozitivnega povedala v zadnjem delu najinega pogovora. In predvsem zanima, kaj so tvoje ambicije za naprej, načrti, kaj se kuha v ozadju naprej, ampak to čez nekaj trenutkov, kajti, dragi gledalke in gledalci, na vrsti je kratek reklamni blok. Ne izostati
zadnjem delu tega res zanimivega pogovora. Dobrodošli nazaj v še zadnjem delu nocojšnje oddaje in jaz sem v pogovoru naravnost do zdaj užival, veliko sem se od Ule tudi naučil, pa verjamem, da tudi vsi gledalke in gledalci pred malimi zasloni. Toliko modrosti nekako, ki jo že premoreš pri svojih letih, a ne, se vidi, da si šla čez številne neke že procese in tako naprej. In meni se zdi, da tako danes ljudje kar zlahka vse jemljejo, koliko je nekaj lahko, a ne. Ja, napisal si knjigo, ja, odprl si podjetje, to kar kaplja denar, ne. Wow, super, kako je fino tebi, ne. Večinoma v ozadju, to velja pri vseh stvarih v življenju, pa ljudje ne vidijo nekih slabih, težkih plati, ne. Kot tista ledena gora, ne, nekaj nad površjem, veliko tega pa pod površjem. Kaj vse se dogaja, ko človek resno pristopi k pisanju knjige, da je v pravem formatu, predstavljam si, da je tudi nekaj marketinga, prodaje in pa ne nazadnje, da imaš pri tem neko strokovno podporo, no. Kako je pri tebi celoten proces izgledal? Daj nam ga tako čim bolj plastično, prosim, opiši. Ja, ko si najstnik pa pišeš knjigo, pišeš knjige in imaš jih ven in vse. To je velikokrat dosti sramotno, velikokrat pa res najboljša izkušnja ever. Zato ker šola, vsaj osnovna šola moja in srednja zdaj, podpirata, super so. In pol sem imela tudi veliko predavanj kje, pa obiskov na knjižnicah pa šolah, kar je bilo res neverjetno. Pol pa pride tista slaba plat, ko pa zamudiš pouk in moraš prepisovati in snovi ne razumeš in imaš res veliko tega, kar se ti nakopiči. Ali pa pišeš, ko sem jaz končevala drugo knjigo, Če bi zvezde izpolnjevale želje, to sem po 8 ur, direkt, ko sem prišla iz šole, sedela z računalnikom pa popravljala, kar je bilo treba, pa pisala. In to je res izčrpavajoče. Ja, Ja, čisto v redu beseda. Ker tega ne vidijo. Seveda rečejo, sej se boš počinila. Petra ona je mojim staršem rekla, da morajo merkati name, da ne bom preveč žalostna. Govoriva o Petri Škarji, ne, Ja. drži? Okej. Ker to je mentalno, res te uniči to, ko ko popravljaš napake. Ja. In pol prijatelji tega ne vidijo včasih in je malo brez veze, ampak je toliko dobrih stvari pri pisanju, da to vse poplača. Spet se vračaš k temu, kar si prej omenila v teoriji, zdaj vidimo v praksi, da se res poskušaš osredotočiti na pozitivne plati, ne. In torej bi lahko rekli, da ti je ta svojevrstna slava, ne, veliko tega prinesla, bila si gostujoča predavateljica oziroma so te povabili k besedi marsikje in tako naprej. Kako ti to doživljaš? Recimo, jaz v zadnjem letu in pol, dveh precej stojim na nekih odrih, na konferencah, pri podjetjih, izvajam delavnice, predavanj in tako naprej. Kar želim povedati je, zakaj je to meni v prvi vrsti všeč? Ker na ta način imam neko platformo, oder, da lahko čim večje število ljudi predajam neko sporočilo, nekaj dobrega, da vzamejo na svojo pot. Kako pa ti gledaš na to, da imaš možnost vplivati na življenje drugih? Jaz se čisto strinjam, ker poskušam dajati ven dobro, ampak v prvi vrsti gledam na najstnike, predvsem na mlajše od mene, zato ker sem jaz že doživela neke stvari, ki jih oni še bolj oziroma jih zdaj doživljajo in jim poskušam dajati ta nek varni pristan, da pač vejo, da če karkoli je, da tukaj je vsaj ena oseba, ki razume. In če vem, če so brali mojo knjigo, pa jim je bila všeč. To pomeni, da oni en drugega dejansko razumejo in morajo samo do tega priti, da si povejo, kar je itak najtežje. Ampak ko nekomu zaupaš in mu poveš, je res to zate najboljše. Če pa ne moreš zaupati, se pa vsaj najdeš v zgodbi in ti to vsaj malo pomaga. Meni se zdi to čudovito poslanstvo, kar počneš.
In omenili si komunikacijo. Mogoče je to ena stvar, ki jo nisem prej dovolj izpostavil, da danes nekako tudi pri komunikaciji malo bolj peša. Mladi se teže izražajo, nekako včasih, kar je mogoče našim generacijam bilo zelo naravno, danes ni nekako več, ne. Posledice so tudi tega, seveda uporaba naprav, digitalizacija in tako naprej. Ampak bi rekel, da ne izključno, no. Ali ti s to knjigo in z vsemi temi nastopi in izpostavljenosti odpiraš tudi nek varen prostor za debato, da rečeš, glej, fajn se o tem pogovarjati, je zaželeno, upaj si spregovoriti, pomagajmo si med sabo. Upam, da ga. Ker jaz iz mojih izkušenj sem res že veliko najstnikov dobila v DM-e na Instagramu, pa so mi napisali, prebral sem tvojo knjigo, pa smo se začeli pogovarjati, sem rekla, kadarkoli kaj dobro. nucaš. Ja. In se obrnejo name, kar me res veseli. Upam, da nikoli ne mislijo, da mi grejo na živce. Ker mene res veseli, da mi človek napiše, Ula, jaz se slabo počutim, a se lahko pogovarjam s tabo. Ne, da bi jaz iskala rešitev za njih. Ali pa karkoli takega. Samo da poslušam. Saj včasih sploh govoriti ni treba. Res je. Samo pač to, da imaš nekoga, to že toliko pomaga. Se popolnoma strinjam. In ena stvar, ki se večkrat omenila, zdaj si rekla, da pošlje sporočila v DM-e in tako naprej. Ampak tudi na splošno si rekla, da odzivi po prvi knjigi so bili na splošno zelo dobri. Super so bili. Kaj to pomeni v praksi? Tako, kje si dobila vse ta sporočila, kako si slišala, kje si dobila feedback in predvsem, če bi strnila v eno rdečo nit, kakšen je bil odziv tvojih vrstnikov in mlajših? Odziv je bil neverjeten. Res ne bi pričakovala. Ampak ne samo to, da so mi prijatelji ali pa prijatelji od prijateljev rekli, ali pa da mi je knjižničarka povedala, Ula, puncam v 6. razredu je bila knjiga ful všeč, ali ta prva ali pa druga, se je vseeno. Tudi šla sem kam, pa sem bila, ne vem, na morju, pa je od prijateljice ena znanka prišla in me je gledala in mi je rekla, a si ti Ula? In sem bila ono, ja, sem, ja, živjo. Jaz sem tvoje knjige brala. In to je res neverjetno. Wow. Ali pa od sošolke iz osnovne šole je ena na treningu prišla do nje, a je tvoja sošolka Ula, jaz sem od nje knjige brala. In to me res najbolj osrečuje. Saj sem ti prej rekel, da si slavna, ne, pa si malo tako skromno odkimala, ne. Ampak všeč mi je, ko nekdo izkoristi to možnost in pozornost v višje dobro, ne. In to ti več kot očitno počneš. Zato me sploh s zanimanjem me zanima, kaj so načrti tvoji za prihodnost. V ozadju se kaj kuha, spet kaj pišeš, kdaj lahko kaj pričakujemo spet izpod rok, Ule? Kdaj bomo kaj videli? Moj glavni načrt za prihodnost je, da bi čim več nastopala. To me najbolj veseli pri pisanju. Super, postopek pisanja je super, to, da izražaš sam sebe, ampak jaz se res bolj vidim v pogovoru z mladimi ali pa tako. Zdaj moje naslednje delo pa še kar tehtam, ker sem ga že hotela dati ven, pesniško zbirko, ampak zaradi šole in vsega tega materiala, ki ga imam za predelati, bom verjetno še malenkost počakala do novega leta, pa verjetno prišla ven tudi moja prva pesniška zbirka. Wow. Ko mi čakamo, bomo spremljali, ne. Mogoče se takrat spet pridružiš, te povabim spet v studio, pa poveva še kaj več o tem, ne. Zagotovo bo to res zbirka fantastičnih pesmi. Zdaj, toliko imam še vprašanj, toliko stvari bi se in tematik lahko še dotaknila, ampak na žalost imamo malo omejen čas in format, tako da zdaj za zaključno minuto bi te prosil, da še mogoče poveš nekaj besed svojim vrstnikom, ki te danes spremljajo, poslušajo, pa mogoče konec koncev tudi njihovim staršem, ne. Kaj je tisto, kar bi svetovala danes ti enemu mlademu posamezniku, posameznici, ki ima ambicije, ali pa po drugi strani tudi, če jih nima, ne, jaz verjamem v to, da ima čisto vsaka mlada oseba en velik potencial in to želimo z oddajo tudi spodbujati. Kaj bi bilo tvoje neko ključno sporočilo mladim danes, da vztrajajo, pridejo prek teh navideznih preprek do nekega uspeha, kot si ga konec koncev dosegla tudi sama? Ja, to, da probajo, ker kdor ne bo probal, ne bo nikoli vedel, kaj je pač zamudil in kaj je izgubil.
Zato res glavna stvar, če se ti ne zdi, da si za knjige pisati. Probaš lahko sen, če se ti ne zdi, da si za en šport igrati, ali pa te je strah, ker si, ne vem, malo starejši kot vsi drugi, oziroma si starejši začel. Probaš lahko, nimaš nič za izgubiti. Ok, je občutek, je pač strah te je, sram te je, ampak ni vreden tega, ni vreden, da te ustavi, ker je na koncu, ko probaš in če ti rata, ali pa če ti ne rata, še toliko lepega, da vse to prekosi. Bravo, Ula, kakšno krasno sporočilo za konec. Jaz tudi pravim, eden izmed mojih pregovorov je, ne, v bistvu vedno ali zmagaš ali se nekaj novega naučiš. Zgubiš nikoli. Samo probati je treba stvari. Če ne jih potem enkrat slej kot prej obžalujemo, ne. To so se tudi pogovarjala pred oddajo. Ula, meni je bilo res veselje, ogromno sem se naučil od tebe in sem prepričan, da tudi gledalke in gledalci, ki vam sedaj torej voščim tudi slovo in se vam iskreno zahvaljujem, ker ste nas ponovno spremljali v oddaji Potencial moje mladosti. Pričakujte še veliko zanimivih oddaj in gostov tudi v prihodnje. Hvala lepa za pozornost.